Ja, na letošnjem tem državnem tekmovanju, 59. Se pravi, imamo ekipe iz cele Slovenije, se pravi tisti, ki so se pač na regijskih tekmovanjih uvrstili na državno tekmovanje in pa tudi tekmovalce srednjih biotehniških šol iz celotne Slovenije. Tako da bodo pač ta 2 dni orali. Danes se orje na ledini, jutri se bo na stanišču. Rezultat teh 2 dneh pa se bo štel pač za državnega prvaka v obeh kategorijah, plugih krajniki in pa obračalni plugi. Koliko ekip je bilo prijavljenih? Ja, prijavljenih je nekje 25 tekmovalcev iz vseh teh slovenskih regij. So pa regije imamo malo drugačne, kot jih v Sloveniji poznamo, te statistične. Imamo tudi regijo Prekmurje in Prlekija, Bela krajina, Novo mesto, tako da je teh regij vse skupaj 11. Tekmovanje mislim, da poteka v dobrih pogojih, da imajo tekmovalci dosti izenačene pogoje, ker so pač to parcele in tudi ni, mogoče malo presuho, ni premokro. To, kar so mi tudi pokazali sodniki, kaže, da so nekateri res pravi mojstri in jaz računam, da bojo v poštenem boju zmagal najboljši. So težki pogoji za tekmovanje? Vsekar, ja. Kakor je zelo suho zdaj. Je suho? Ja. In kakšen občutek pa imaš sicer? Zaenkrat je vrede. Vsekar, ja. Odkot prihajaš? Konješčovnica. Kot predstavnik srednjih šol ali? Ja, biotehnična škola Rakičan, ja. S kakšnimi občutki si končal tokratno oranje? Glede terena pa suše, te, ko nas pestri ta mesec, še je dokaj dobro šlo. Mogel sem menjati lemež, sem stavil nove lemeže, ko si doma porital, včeraj, ko sem tudi pričakoval, pa je tako zemljo, zdaj pa sem zadovoljen z oranjem. Glede na situacijo, kako sem že prej rekel, zemlje, kako je suha, trda, je še dokaj dobro šlo. Vi imate že izkušnje s svetovnimi tovrstnimi tekmovanji. Če primerjate tamkajšnje oranje s tem danes? Ja, če primerjam, jaz sem začel nekaj 80. leta, 35 let sem v tem oranju, bil sem tudi 12-krat na svetovnem. Kot država Slovenija, zdaj, ko ne bi poimenoval tekmovalce, zelo napredujemo, smo že v samem vrhu tekmovanja, tako da res to tekmovanje gre zelo naprej. S tem tudi imam veliko promocijo za Slovenijo in se kosamo tudi s temi največjimi državami, kmetijskimi državami na svetu. In kakšen rezultat si obetate danes? Pa tu med prvimi 3 sigurno, da lahko si igra števili včasih tudi malo, kako v resnici povedali, lahko si prvi, lahko smo tudi tretji. Lahko si tretji, pa si prvi. To so igre števili, posameznih tekmovalcev, vsak je nekaj malo za svoje navija in tu se včasih nabere 1 ali pa 2 točke, je včasih do 3., 4. mesta 2 točke razlike, je pa to. Po čem lahko ločimo dobro zorano zemljo od slabo zorane? Vsaka brazda mora biti vidna, zaorani vsi rastlinski ostanke, pa čim bolj ravna brazda. Nam lahko, gospa predsednica Zveze kmetij Slovenije, opišete, kako je potekalo tekmovanje o spretnostni vožnji za ženske? Ja, vsako leto organiziramo to tekmovanje o spretnostni vožnji v 2 kategorijah, do 50 pa nad 50 let. Postavimo progo, ki je za obe kategoriji enaka in ženske se pač vijugajo med količki, pazijo, da jih ne podrejo in se jih ali ne dotaknejo, in pa vzvratno parkiranje traktorja z prikolico. Dotik se prišteje 5 sekund, če se pa količek podre, pa 15 sekund. Sicer pa zmerimo čas in potem ta seštevek da čas, ki pomeni tudi mesto. Koliko žensk se je pomerilo v tekmovanju? Letos nekoliko manj, nas je bilo 11 v 2 kategorijah, 6 plus 5, ampak pogumno so se podale na pot, tako da je bilo tudi tokrat zanimivo. Lahko rečem, da smo imeli veliko srečo, da so naši partnerji za letošnjo tekmo
tej občini, izkazali so se nadvse, pripravili so tekmo tako, da bo vzor še marsikomu. Težav praktično ni bilo nobenih in lahko rečemo samo, da si želeli tudi v prihodnje takih organizatorjev. No, tekmovalci in sodniki so se že zbrali v četrtek, tako da so opravili del teh treningov pa potrebna žrebanja, dogovore. Sama tekma teče v petek in soboto, spremljajo pa tudi veliko teh spremljevalnih prireditev od tekmovanj v spretnostnih vožnjah za kmetice pa do starodobnikov. Pokažejo se tudi okoliška društva in lahko rečemo, da je to res pravi kmečki praznik. Organizacija pa je kar zahtevna, velik zalogaj. Tu gre za, bom rekel, utečene organizatorje. Po eni strani je sistem, ki poteka že skoraj 60 let, po drugi strani pa se po tekmo selimo v tiste kraje, kjer se tudi sicer veliko dogaja. Tega pač brez podpore občine, brez podpore tukaj domačinov in vseh njihovih društev ne bi bilo mogoče izvesti. Tu, kot vidite, so praktično vsi vključeni in vzdušje je res